Ja, bomo kar počasi začeli. Torej, dobrodošli na današnji debati, kot vidite, o osebni in družbeni identiteti v sodobni literaturi. Govorili bomo z izjemnima prevajalkama Katjo Zakrajšek na moji najprej levi in potem Ano Ugrinović na moji malo bolj oddaljeni levi. Zdaj, kot vidite, bomo govorili kar o 5 knjigah oziroma o eni trilogiji in pa 2 romanih, in sicer Katja Zakrajšek je prevedla knjigi Bernardine Evaristo, tamle na levi, in pa Ekveke Emezi, tule. Zdaj o samih knjigah bosta potem povedali prevajalki sami še več. Govorili bomo pa, kot rečeno, še o trilogiji Deborah Levy, ki jo pa vidite tule na sredini. Vse knjige pa lahko potem po pogovoru dobite tamle na stojnici Mladinske knjige. Razen Cene življenja, ki je pa žal razprodana, tako da se priporočamo za ponatis, pa jo potem lahko dobite. Zdaj začnimo mogoče s tem, kar imamo tule na naslovnici Viveka Oddžija, in sicer s citatom: "Če te nihče ne vidi, ali vseeno obstajaš." In se s tem mogoče malo navežemo na vprašanje reprezentacije raznolikih identitet v literaturi, in pa potem tega, kako lahko to vpliva na produkcijo nadaljne literature. Glede na to, da v teh knjigah so zastopane, kot že rečeno, zelo različne, v oklepaju, ženske identitete, kot vidite. Kaj to pomeni, zakaj, kako se to potem tudi veže na samo produkcijo nadaljne literature? Mogoče, Katja, pa kar ti začneš. Ja, dober dan. Jaz bi mogoče samo najprej odprla malo tistle oklepaj, ki vsebuje besedo ženska literatura, ne? Ker seveda ne govorimo tule glede na izbor avtorjev, avtoric, samo o ženski literaturi, ampak govorimo tudi o drugih, se pravi, drugih tistih, ki jih drugače je ena patriarhalna logika. Ekveke Emezi je namreč nebinarna pisateljica, tako da me boste tudi slišali menjati oblike, ne, moške in ženske slovnične oblike. Glede na to, da v slovenščini nimamo tega zelo prikladnega angleškega dej, ne. Ja, zdaj pa vprašanje je bilo pa o reprezentaciji, a ne. No, saj to tudi paše zraven, ne. Gre ravno za to, da se nekaterih oseb, ki na različne načine pripadajo pač družbenim skupinam, ki so potiskane v nevidnost, a ne. Skratka, da se te zadeve tudi v literaturi izreče, prikaže. Jaz vedno poudarjam, da se mi zdi izjemno pomembno, da v zgodbah, ki si jih pripovedujemo, ne, kot družba, da vidimo sebe in da vidimo druge. Zdaj to, da vidimo sebe, ne, je za marsikoga samoumevno. Še posebej, če so moški. Ker o tem se je vedno pisalo. In z tega vidika se je vedno pisalo. Že sama se spomnim, ko sem bila pač otrok, da je bilo težko včasih najti knjige z protagonistkami, s katerimi bi se lahko identificirala, ne. Ženske so bile dostikrat pač dolgočasne ali pa zoprne. Mislim, tako so bile pisane, ne, te liki, zelo enoplastne, a ne. Zanimivi so bili moški liki. To je problem, ne. Seveda še dosti večji problem s tem in dosti dlje trajajoč problem s tem so imele, imajo pa še druge družbene skupine, a ne, in med njimi gotovo spolne manjšine in tukajle konkretno trans osebe, ne, kot rečeno, Ekveke Emezi. V tem smislu je z vidika ene večinske izkušnje zelo zdravo, a ne, da lahko vidijo pač tudi druge, da se zavejo, da njihova zgodba, da njihov glas, njihova perspektiva ni edina. Z vidika manjšin pa seveda dobivajo z tem, da vidijo sebe v literaturi, a ne, v teh zgodbah, no, ne samo v literaturi, tudi v filmu, da sploh da se ozavestiš kot družbeno obstajajoč, neobstoječ. To je nekaj, kar ta izkušnja nevidnosti ali pa utišanosti, ne, je nekaj, o čemer v bistvu
se sploh v Sloveniji, se mi zdi, pogovarjamo šele precej v zadnjem času, pa s tem v zvezi o pomembnosti raznolike reprezentacije, ne, v literaturi, ne samo v literaturi. No. Tako da, malo sem zgubila nit, sem odgovorila. Ja, mislim, da so se na to vezali. Je zanimivo, no, kako se potem ves čas vračamo na to, ko so v Guardianu recenzirali Viveka. So napisali, da je to zelo lep primer tega, kako je fikcija lahko proti utež nevidnosti. In to se mi zdi tako dobro poantiranje. Mogoče zdaj za začetek, glede na to, da ste... Mogoče bi samo to še dodala, da se to izpisovanje v leposlovju, ne, teh pač nevidnih, nevidenih družbenih skupin tudi v leposlovju, dostikrat verjetno pojavlja ali pa močno pojavlja tudi zato, ker je tukaj dostop do pisane besede, ne, pač pišemo lahko vsi, ampak kdo ti bo to objavil, ne. Ker je tukaj dostop mogoče nekoliko lažji, ne, kot recimo, da bi pisal, ne vem, zgodovinopisje, ne, z tega vidika ali pa sociologijo. Skratka, to se je pač tudi čisto v neki drugi dimenziji videlo, recimo v zgodovini tudi afriških književnosti, kjer je roman v evropskih jezikih, kjer je roman na neki točki opravljal v bistvu vlogo sociologije, tudi vlogo sociologije, ne, seveda tudi literature, ravno zaradi tega, ker je bil v bistvu edino področje pisne besede, v kateri so bili ti avtorji sploh pripuščeni, ne. Zdaj, Velika Britanija ima tukaj specifično vlogo, se mi zdi. Zanimiva je ta sopostavitev, ker je pač ne moremo prezreti. Pa me mogoče zanima, no, obe zdaj z tega vidika, pa se lahko potem vežemo še na, glede na to, da sta obe sjajni prevajalki, na vlogo prevajalcev pri tej reprezentaciji. Jaz se bom navezala seveda na Debro, tako je, ne, Debro Livi. Glede nevidnosti tudi sama je, recimo, ko je bila mlajša, točno to poanto izpostavila, da so bili zmer samo te moški liki, ki jih je brala, ne, oziroma so bile ženske vedno predstavljene skozi moške oči, a ne. Ne pa kot one same, se pravi, vse želje so bile jim položene usta, ne, kaj si želijo, kaj naj si ženske želijo, ne. In zato se je ona tudi odločila, eden od teh porivov je bil točno to, da ona postavi v ospredje žensko in hkrati tudi sebe, ne, to je ona in ni ona. To trilogija, ona temu pravi živa avtobiografija in popisuje svoje življenje z zelo izbranimi prizori in sicer v poznejših letih življenja, zrelejših, kar je zadnje čase seveda bolj popularno, ampak v tistem, kaj je ona začela, pa še ni bilo. Se pravi, da se prikazuje življenje ženske v njih 40-ih, 50-ih in 60-ih. To se v bistvu, to njene knjige pokrivajo. Se pravi, prva knjiga so 40, 50 in 60 leta. No? In je to točno hotela prikazati to, ali stopiti iz te nevidnosti, navadne ženske, ki je doma, ki skrbi za otroke, ki se loči, hkrati je pa seveda še pisateljica. Tako da sigurno je to izstopanje iz nevidnosti tudi pisanje in romani so en, bom rekla, verjetno res lažji korak, da se pač pride v svet. Tako da to bi bilo glede Debre, po moje, če se ne vežem na to temo. Aha, ja, glede Velike Britanije, ne. Seveda Velika Britanija niso samo, kako bi rekla, niso samo staroselci britanskega otočja, ne, če se tako izrazim. V sodobni britanski družbi in s tem seveda literaturi se močno pozna, da je imela imperialno zgodovino, ne, z krilatico enega aktivista tam po drugi svetovni vojni. Mi smo tukaj zato, ker ste bili vi tam, ne. Se pravi, sodobna sestava britanske družbe je v veliki meri posledica imperialne ekspanzije, ne, in teh neenakih vezi in izmenjav, ki so ob tem, ki jih je pač ta imperij vzpostavil z drugimi
predeli sveta. In s tem se je tudi angleščina v bistvu zelo razširila, ne govorimo samo o angleščini, ne, enako bi lahko povedalo o francoščini, recimo pa o portugalščini, je dobila v bistvu neke svoje globalne različice, ki se zdaj seveda z imigracijo tudi vračajo v nekdanje imperialno središče, ki je še vedno tudi zelo močno gospodarsko težišče, gotovo pa tudi založniško težišče, ne. In v bistvu je to nekaj, na kar se rado pozablja, ko govorimo o Veliki Britaniji, še posebej, ko govorimo prav o sami Angliji pa sploh, pa ko govorimo o britanski literaturi, ne. Ampak seveda je to ni nekaj obrobnega, ne? To ni neko obrobno dejstvo o Veliki Britaniji, ampak je nekaj ključnega. In v tem smislu se mi zdijo knjige, kot je tale od Bernardine Evarista, Dekle, ženska, drugi, ključne tudi kot ena povsem druga reprezentacija že Britanije, ne? Ki, kot smo je vajeni večinoma brati pri nas, ne. Ena veliko bolj diverzificirana družba, ne, in spet smo pri tem, kaj je videno in vidno, kaj je nevidno, ker ne ustreza neki pač britanski naraciji o sebi, ne, ali pa ni do nedavna ustrezalo. In ravno zato je v bistvu tudi zelo smiselna pravzaprav ta sopostavitev z knjigo Akwaeke Emezija, ker gre sicer za nigerijsko avtorico, zdaj živeča v ZDA, ne, ampak seveda kako je Nigerija sploh prišla do tega, da piše tudi v angleščini, ne samo v angleščini, tega se ne sme pozabiti. Ja, seveda spet zaradi te britanske, imperialne zgodovine, tako da tukaj so zelo močne vezi, ki vplivajo tudi na današnja razmerja, tudi znotraj literature. Ja, in se mi zdi, da ko govorimo in ko danes govorimo o identiteti, da je dobro imeti v mislih to sopostavitev teh različnih tudi ubesedovanj identitete. Jaz bom sam še malo vmes skočila, no. Knjige so si, malo različne, smo že prej ugotovili, ampak če se lahko, se bom navezala, ne. Debra Liv je namreč tudi izseljenka, ne. Ona se je rodila v Južni Afriki, je tam živela 9 let in potem so se z družino preselili, ker so očeta preganjali, bil v zaporu 5 let zaradi aktivnega upiranja apartheidu, ne. Tako da je tudi sama, ne, prišla pozneje, se pravi v London, in se tudi tematizira stalno to izseljenstvo, se pravi to, kar bomo na koncu govorili o tem, ki je doma, ne, o tem, ne. To sem samo hotela povedati, da se ne pozabi, da je to, ne, neka navezava in tudi ona ima stalno neka, bom rekla, to domotožje, ne, po Afriki, bom rekla Afriki južni, pa po svojem domu, ne. Ja, te izkušnje povrnjencev, ne, iz kolonij ali pa iz nekdanjih kolonij v Evropo v različnih jezikih, ne, so tudi nekaj, kar se mi zdi v zadnjem času bolj izrazito prihaja na plan tudi v literaturi. Zdaj, če smo omenili že identiteto in ubesedovanje te identitete, pa se mogoče lahko premaknemo na razdrobljenost oziroma krhkost te identitete, ki se na nek način kaže v vseh teh delih. Zdaj, v Emezi lahko beremo lepota, hotel sem biti tako iz enega kosa kot ta beseda, in to se mi zdi nek tak dober vstop v to. To boste morali obe, ne samo katera bo prej. Tako da kako vidite to, no? Kako vidite to, da se v bistvu v teh delih res zelo močno kaže ta razdrobljenost, ta krhkost, malo kasneje se bomo potem nanašali tudi na slog, kako se v tem kaže, ampak čisto iz vsebinskega vidika za začetek. Mislim sicer, če bi na prvi pogled gledala, sem pač brala, je tisto vse, ko si dosti zgodba, pravim, ki se mi ne zdi tako fragmentarno, no. Medtem ko te dve sta veliko bolj v to smer zapeljani, no. Ja, Debra, nasploh, kot sem rekla, ona bom pač govorila o tej pisateljici, ker jo bolj poznam, ne. Ona, se pravi, izbira iz svojega življenja ene specifične izbrane trenutke, ne, ki jih seveda nekako zapelje v svojo poanto, ne.
Zdaj, zakaj izbira samo trenutke, zakaj ne popisuje naravnost? V bistvu je, če gledamo, to je 20 ali 30 let življenja v takih 3 tankih knjigah je uspela noter dati. Zato, ker pušča seveda veliko stvari odprtih. In so to samo njene iztočnice oziroma podobe, ki nam dajo nek občutek, kateri so tisti bistveni trenutki življenja. In seveda zato, ker bom rekla, te fragmenti, se vemo, v današnjem času vse gre hitro, svet se povezuje, kot smo videli, veliko izseljencev, vse se meša. Tudi dom, kot bomo videli, ni več dom tista fiksna stvar, kjer bi ženska bila skozi. Doma, se pravi, vse stvari se počasi malo drobijo in širijo in verjetno je to odraz tega. Tudi glede, bom rekla, spola, isto se odpira, vse se odpira, veliko je teh odprtih vrat. Kar je hkrati lahko osvobajajoče, po drugi strani je pa tudi povzroči tesnobo, bom rekla. Tako recimo tudi ona v tem, bom rekla, v tej zadnji knjigi, kjer govori sanjari o svoji hiši, se pravi v tisti varnosti, neki na koncu ugotovi, da ne moreš najti doma v klasičnem smislu, da bi se vrnil domov, tako kot si se včasih, recimo. Ampak tudi, bom rekla, tudi po pandemiji, zdaj je dom dobil čist neko drugo verjetno funkcijo in neko drugo percepcijo. Tako da mislim, da ta fragmentarnost verjetno bo zmeri več tega, se mi zdi nasploh, da gre v to smer. Ampak je nekako še zmeraj zapeljano to v celoto, bom rekla, zelo premišljeno celoto, sploh pri Debra. Ne gre za to, da bi skakala iz enega v drugega ali pa menjala, ampak gre za zelo premišljeno poanto na koncu. Ja, mislim, da je hrbtna plat te fragmentarnosti, o kateri velikokrat govorimo, v bistvu mnogoterost. In tukaj bi izpostavila problem samega monolitnega pojmovanja identitete oziroma pojmovanja, da je neka monolitna identiteta zaželena ali pa sploh možna kot neka univerzalna izkušnja. Seveda v moderni literaturi dostikrat govorimo o tej fragmentaciji subjekta, ampak mislim, da se moramo pri tem spet ozreti tudi na to, kakšne subjekte z kakšnih pozicij so se nekoč proizvajali subjekti, ki so v literaturi v bistvu edini spregovarjali in z kakšnih pozicij se proizvajajo danes. Gotovo je, da je v literaturi danes zastopano mnogo več razlikih, raznoterih izkušenj in tudi perspektiv ljudi, ki mogoče nikoli zgodovinsko niso imeli te možnosti, da bi si v bistvu ustvarili eno neproblematično monolitno identiteto zaradi tega, ker so pač bili podvrženi nekim družbenim silnicam, ki tega niso omogočale, bodisi da so jih trle zaradi te silnice pač v nekem razrednem smislu, ali zaradi spola, spolnih usmerjenosti in tako naprej. Tako da, ja, ta, ki se je izražal v starejši literaturi, torej ta subjekt ne je bil veliko bolj homogeno določen. In to je samo po sebi nek proizvod družben. Tako da mogoče je treba, meni se zdi zanimivo to obrniti in govoriti o tej fragmentaciji in mnogoterosti tudi v smislu neke reprezentativnosti človeških izkušenj. Ja, no, včeraj sem slišala en krasen stavek, ki v bistvu prav to povzema. Varja Velikonja je v pogovoru nominirancev Jenkove nagrade rekla, vsak vpogled v ljubezen je vpogled v družbo. In lahko bi to razširili, da v bistvu vsak vpogled v intimo in v to, kako se občutimo tudi čisto sami pri sebi, intimno, hkrati že tudi vpogled v družbo. Dodala, o čem piše pisateljica Debra,
Livi, večkrat in sicer o tem, da samo življenje, kot si ti prej rekla, mogoče so bile včasih ali kaj želje, da bi bila prikazana v romanu ali pač stvar kot monolitna, ne, identiteta in druge strukture v družbi, da bi bile zapečatene, ne, in prikazane tako, da se ne da spremeniti, ampak tako so, ne. Mislim, da si mogoče zdaj puščajo ljudje ali pa pisatelji, ustvarjalci več, mislim, da si dovolijo pač pokazati, da življenje ni tako, tudi takrat ni bilo verjetno tako, ne? Ampak se ga je ubesedovalo tako, ne? Ona pa v bistvu hoče povedati, življenje je absurdno, ne? Tudi recimo pa polno nasproti, polno protislovje, ne? Ona ima recimo dostikrat ti očitajo, ker ima kar precej zapovedati za čez moške, ne? Tudi ločena je, skozi ima veliko pikrih, ima pa stalno prijatelja, imenuje ga striktno moj najboljši prijatelj, ne, ki ima pa veliko žensk, menja jih tako kot srajce, ona dva ne veš točno, kakšen odnos imata stalno, ne, in so bili ti očitki, ne, kaj pa zdaj to, ne. In je hotela in je pač povedala v nekem intervjuju, ne, da seveda lahko imamo radi ali pa ljubimo ljudi, ki tudi niso popolni in mi tudi nismo popolni, ne. In mislim, da je to mogoče ena stvar v vseh, ne, nismo popolni, smo različni pač, ne, in da si tega pač to lahko dovolimo zdaj pokazati, no, mogoče zdaj ta čas malo osvobojen, da lahko to pokažemo, no. No, jaz bi se konkretno navezala tukaj še na knjigo Dekle, ženska, druge, ne, ki v bistvu ravno tako prav ni roman o eni osebi, ne, ni, seveda, umetniško gre za zelo premišljeno in zaokroženo in sklenjeno celoto. Ja, ko si ti govorila, sem rekla, ja, lahko bi opisovala tudi roman Evarista, ne. Po drugi strani pa piše v bistvu ravno proti zajemanju ne neke izkušnje ali neke skupine ali domnevne percipirane skupine v eno zgodbo. Konkretno pisan je ta roman skozi eno niz, pravzaprav mrežo zelo različnih perspektiv, različnih generacijsko, razredno, po izobrazbi, po spolni usmerjenosti in identiteti, po geografskem izvoru, skratka, povsem in namerno in načrtno razprši, a ne, to percepcijo pač, ne vem, temnopolte ženske, zdaj pogojno ženske, ker niso med liki samo ženske, ampak tudi en nebinaren lik med protagonistkami in protagonisti, ne. In to je v bistvu zelo zavesten umetniški poseg, ne. Skratka, pisati proti tej enostavni homogenizaciji, kjer prebereš potem eno zgodbo, pa misliš, da o tej družbeni skupini, katerikoli pač že, nekaj veš, ne. Ker seveda tudi zato gre, da vsi smo na različne načine, ne, postavljene v veliko družbenih kategorij, ne. Vsak od nas je v bistvu že čist z tega vidika določena z eno celo konstelacijo silnic in kategoriziran in tako naprej, a ne. In ni vseeno, če si zdaj recimo konkretno v tej knjigi v Veliki Britaniji že temnopolt moški ali pa ženska, a ne, ni vseeno, ali si potem zraven še lezbika, ampak če si izobražena, je to vseeno boljše, kot če si pač nekega delavskega razreda in tako naprej. Skratka, nikoli, in smo spet pri fragmentaciji, ne, mislim, da smo se začeli bolj zavedati ali pa bolj govoriti o tem, koliko različnih vidikov nas sodoloča in da to ni nekaj slabega ali pa nekaj narobe, da je pač to normalna človeška izkušnja, ne, nismo samo eno, smo veliko različnih stvari, ne. In v zvezi s tem se mi zdi tudi zelo pozitivno, da začenjamo končno tudi avtorice, avtorje percipirati kot ne nujno pripadajoče eni, spet monolitno videni literarni tradiciji, ne, ta velika naša zapuščina tako imenovanega metodološkega nacionalizma, ne, ki je v bistvu spet ena zelo specifična en zelo specifičen teoretski konstrukt. Skratka, da dovolimo, ali pa tudi, da si tudi avtorice, avtorji dovolijo pripadati različnim literarnim prostorom in tradicijam. Zdaj ta fragmentiranost oziroma mogoče res bolje mnogoterost, no, se
seveda izraža na nek način tudi v samem formatu, v samem slogu predvsem. Zdaj, ker si že omenila Evaristo, fuzijska fikcija, ne, pravi temu ona, in med drugim pravi, da osvobaja zgodbo. Vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je potem, a to na nek način osvobaja tudi te teme in v smislu lažjega naslavljanja tega, in potem sej enako pri Debra, ne, in veliko je esejizacije, lirizacije, eksperimentiranja, kako potem pristopiti k prevajanju tovrstnih form. A so specifike ali niso, v bistvu tak nek lok moramo narediti, no. Jaz bom kar citirala. Livi ima zmer tako veliko zapovedati. Ona tudi tukaj, predvsem v zadnji knjigi, tako popiha na dušo prevajalcem svojim, tukaj posveti nam poglavje, končno. To, ne. Ja, in sicer pove, da so za njo prevajalci zelo izjemno, seveda jih ceni pa vse, ne, da so to kot, rekla, prestavljanje pohištva, ne. To se mi zdelo tako dober opis. A ne, se pravi, imaš hišo, ne, ampak potem prevajalec pa se premakne, ne, se pravi, fotelj gre tja, slika gre tja, ne, luč gre tja, ne ostane nič na istem mestu, ne. In jaz mislim, da je to smisel tega dobrega prevajanja, ne, res, jaz tega dobesednega pa to jaz ne, ne počnite, ne. Ampak res vzameš tistega, ne, duha, tisti zven, tudi zvok, zelo važno, mislim, da je skoraj pri večini pisateljev, ne, to je pač zmeraj ritem, ne, in iz tega grem potem ven, ne. Se pravi, da si privoščim kar nekaj svobode, no. Tukaj sem recimo imela ena moja najljubših v tej knjigi, je, ker je naslov je real estate, se pravi nepremičnina, ne. Kako zdaj to nepremičnina je suho, ona se stalno poigrava s to resnico, neresnico, potem kaj naj s tem, ne. To sem imela, to je bila prva stvar, na katero sem naletela recimo, in sem po parih nočeh sem rekla, neresničnina, ne, in potem sem se noter, dala sem naslov Lastna hiša, zato ker se navezuje na Virginia Woolf, ne, na lastno sobo, v resnici pa noter potem veliko poigravanja recimo s to neresničnino, no, nepremičnina, neresničnina, in potem sem iz tega šla, no. In mislim, da bi bila navdušena, tako da, iz tega, no, jaz tako štartam, no. Ja, gotovo se mi zdi, da bolj, ko je tekst eksperimentalen, ne, manj ti v bistvu dovoljuje eno rutinirano ziharaško prevajanje, ne. V bistvu zahteva od tebe neko drznost, tudi transgresivnost, ne. Sicer se izgubi sam ta duh, sam naboj, a ne, ki ga nosi s sabo. Tako da zdaj, kar se tiče Evaristo, no, po eni strani se mi je zdela to tudi za branje izjemno udobna forma, ne, ponavadi imamo to percepcijo, da če gre za eksperimentalen roman, bo to nekaj zelo težavnega, kar bojo lahko cenili ali pa v česar bojo nekaj imeli samo zelo izkušeni bralci, ne, in sladokusci. Ampak pri njej gre prav obratno za eno zelo namerno tudi dostopnost, kar ne pomeni popreproščanje, nasprotno, ampak odprtost za bralke, bralce iz različnih horizontov, a ne. In paradoksalno ta forma, ki ni ne vers, ne neka klasična proza, se mi zdi ne samo, da osvobaja zgodbo, kar je bila pisateljičina izkušnja pri pisanju, ampak tudi bralko, ne, pri tem, kako se v tem tekstu giblje. Bere se blazno intuitivno. In na nek način sem imela tak občutek tudi pri prevajanju, no. Mogoče mi tudi zelo nevede, da mi je ta forma tudi ležala. Seveda je potem nekaj več dela tudi z razmišljanjem o tem, kaj storiti s sintakso, ki pač je uvita dostikrat na načine, ki se v klasični prozi recimo temu tako ne bi zgodila, ne. Tudi nekoliko razletena včasih in seveda že čisto zaradi tega, ker ne vem, slovenščina potrebuje drug vrstni red, se potem včasih lahko zastavijo težave, ki se, če bi bil odstavek klasično izpisan, ne bi, ne. Drugače pa ja, meni se je zdelo, da ima velike potenciale tudi v smislu tega, da
sem potem ponekod tudi izkoristila pa recimo raziskala ene stvari, s katerimi se tematsko ona ukvarja v knjigi, v bistvu pač povsem implicitno na ravni jezika, ne, recimo na naslavljanje žensk, a ne. Tukaj sta zgodovini v angleščini pa v slovenščini usporedni v tem, da se je to spreminjalo v času, kot se je spreminjal tudi družben položaj žensk, seveda, da pa čist jezikovno, ne, se pa zadeve poznajo na drugih stvareh. In potem se jaz nisem recimo toliko ubadala s tem, ne, a je zdaj ena Mrs. pa ena Ms. pa kaj narediti s tem, ne. Ampak sem v bistvu se odmaknila od tega in rekla, v redu, poglejmo, kaj je v slovenščini zdaj bilo, a ne, in zato so potem razlike tudi v različnih teh poglavjih, ker knjiga le gre čez enih 120 let, ne, boste videli, da nekje so pač gospa priimkova, ne, druge je pač gospa priimek, ne, in potem greš skozi to v bistvu, ne, tam recimo ona konkretno na tej točki v tekstu recimo pisateljica ni naredila razlike, ampak če bi pisala v slovenščini, ne, bi jo pa gotovo, in v bistvu, da izkoristiš take momente, se mi zdi tudi zelo fino in smiselno, no. Ja, se to je dosti klasika, nekje izgubiš, nekje pa potem dodaš, a ne, če ne gre, mislim tako, pač izkoristiš trenutek nekje drugje, ki ga slovenščina dopušča, ne, se to je. Ja. V bistvu gre ves čas hkrati tudi za refleksijo o jeziku, v katerega prevajaš, ne, zato da pač tudi v njem drezaš v nevralgične točke, če pač avtorica že v svojem jeziku tudi dreza, ne, v neke nevralgične točke, no. Tudi Debra sama pravi, da je pač, ja, prevajanje je tudi osvobajanje jezika, ne, tega našega jezika, ne, se pravi, neke druge elemente vlečeš noter, počneš nekaj, kar se drugače ne bi nikoli zgodilo v resnici, ne, tako da tudi to slovenščino ali pa pač ta jezik, v katerega prevajaš, tudi osvobajaš, ne, širiš ga, ne, tako da to je en tak fajn stvar. Ena čist druga stvar, če lahko nadaljujem, se zastavlja pa potem kako je umrl Vivek Odži, ne, kjer pa v bistvu smo v situaciji, ko ta skupina v bistvu likov, okrog katere je roman grajen, spet ne gre gre za eno bolj zaključeno zgodbo, bom rekla, no, v čist dogajalnem smislu, kot recimo pri Evaristo, ampak upovedano tudi z različnih perspektiv udeleženih, ne, v tej zgodbi, ki v bistvu za nekatere svoje izkušnje sploh nimajo jezika, ne, ker so tako zelo družbeno ne samo nezaželene, nekatere nezaželene, druge povsem nevidne, sploh ne obstajajo, ne, in kako potem izreči v bistvu neko lastno doživljanje, če to sploh ne obstaja, če ni dano kot neko možno doživljanje, ne. Kako izreči pač svojo ljubezen, če ni standardno heteroseksualna, ampak je ljubezen in si ti moški, ne, in je ljubezen do moškega. Kako naj ta drugi, ki ga ti vidiš kot moškega, v bistvu izreče, da ni moški, ne, da je nebinaren, če pač tega koncepta sploh ne pozna. Tako da tukaj je šlo pa v bistvu obrnjeno, ne, zato da se v bistvu tem temam da zadihati tudi v slovenščini na način, kot je pač izpisan tudi v izvirniku, ne, govorimo pač o nigerijski družbi, ki je glede tega zaprta še mnogo bolj kot naša in kjer se tudi LGBT plus literatura pojavlja v bistvu vidna je z eno najnovejšo generacijo piscev, govorimo o zadnjih, ne vem, 15 letih cirka. Tako da tu gre v bistvu pa zato, ja, kako v bistvu potem nekje najti druge načine, a ne, kako v bistvu izreči in postaviti v vidnost to, kar v bistvu sploh niti ne znaš biti, ker nimaš besed za to, no, mislim,
Pa sem poskusila tudi malo brez spoilerjev. Je težko. No, zdaj ste nekako dobili občutek zahtevnosti prevajalskega dela v teh knjigah. Bi se pa mogoče zdaj malo vezala na to, ker smo že prej govorili o samem domačem okolju v kontekstu teh identitet. V lastni hiši, ki si jo že omenila, beremo, da domače okolje, oziroma pač Levi piše, da domače okolje, če ženskam ni družbeno vsiljeno, če to ni križ, ki jim ga naloži patriarhat, je lahko prostor opolnomočenja. To zdaj poraja mnogo vprašanj, pa bi kar predala besedo. Ja, ona se pač ukvarja s tem domom, ne, bom rekla, skozi. Se vsak od nas verjetno, tudi vsaka zgodba se ukvarja z domom. Mislim, skoraj ni romana, da ne bi govorili noter o domu, o hiši, a ne, o nečem, a ne. Tako da smo zmeraj vezani na ta prostor, v katerem živimo, ali je to not ali pa zunaj, a ne. Tako da bom se mogoče potegnila en lok, a ne, iz te prve knjige, ko ona na koncu ugotovi, da ženska ne rabi nič razen adapterja, se pravi pisateljica, ne, da se pač priključi lahko kjerkoli, pa da piše, a ne. Tako da se pravi ta lastna soba še ni toliko se je zdela nujna, bom rekla, ne. Potem v Ceni življenja, ko gre čez ločitev in razgradi to svojo družinsko hišo, spet razgradi nekaj, a ne. Ugotovi mogoče, da pa je pa fino imeti neko zatočišče, nekaj tistega, ne. Tako da tudi ta naša pojmovanja se z leti spreminjajo, ne. Tudi naša, tako kot smo pa rekli, identiteta se spreminja, tudi mi se spreminjamo, ne. Medtem ko potem v zadnji tej lastni hiši začne neustavljivo željo dobiti, da bi si kupila tisto svojo sanjsko hišo, ne. In potem seveda ima za zgled nekatere pisateljice, umetnice, ki so to ustvarile si to željo, recimo ta Georgia O'Keeffe je naredila eno sanjsko hišo, tako iz gline, noter vse bajno, ne, in ona sanjari v tej hiši, neskončnost, verjetno vsak od nas v eni fazi sanjari, tudi jaz sem nedavno v tej fazi, ne, kako boš imel tisti rekici, ne, svojo hišo, ne, tudi ona zelo rada plava, ne, in je rekla, tudi če je tista kočica, samo da ima morje ali pa da ima jezero zraven, ona je redna plavalka, kamorkoli gre, je hotel z bazenom, ne, ali pa karkoli, da se lahko plava, ne. Se pravi, ne, in potem je začela raziskovati, iz kje je ta želja, ne, ona seveda iz tega, da je se stalno selila, ne, iz bungalova tam v Južni Afriki, pa potem v Angliji, v eno stanovance, kot pisateljica dolgo ni imela pač svojega stanovanja, ne, potem nekako se po ločitvi prigrebe do enega takega bolj, bom rekla, manjšega ufucanega stanovanja, londonskega v bloku, a ne, in potem pač sanjari o tem, a ne, o tej hiši, ki si jo bo kupila, a ne, ampak seveda si je ne more, ne, finančno. In potem na koncu pač preko raziskovanja tega, ne, kaj je doma, ne, zaprav tudi zakaj se ženska toliko velikokrat doma ne počuti kot doma, ne, včasih je bila mati, tam se je vedel, tam si pač bil za štedilnikom, tja si spadala, ne, moški so hodili okrog, oni so bili pač mobilni, a ne, in je bilo to njihova narava, ne, ženska pa nekako spadala v ta doma, ne. Medtem, ko se zdaj to, kakor vemo vsi, to počasi spreminja, ne. In kot sem povedala že od začetka, s tem, ko se to spreminja, prinaša tudi določeno to tesnobo in negotovost, a ne. In tudi pri njej je to, a ne, se pravi, naenkrat potem vidimo, da to gnezdo, ki si ga ustvarila z dvema hčerkama sama, ostane naenkrat tudi prazno, hčerke še odidejo, ne, se pravi, da je šla čez vse faze teh domovanj, a ne. In na koncu odkrije, da je dom tam, kjer se počutimo doma, ne, in kje se ona počuti doma, to so knjige, ne. Je rekla, moj dom so na koncu v bistvu je moje pisanje, ne, to je moja zapuščina, to bom dala naprej, ne. In nekako vidimo, da tudi sama je rekla, da je hotela tak dati naslov, kjer vsi pričakujejo, da na koncu bo kupila to sanjsko hišo, ne, tako kot se zgodi v filmih ali pa v romanih. Ona ne pride do te sanjske hiše, ne, življenje ni tako, ne, ampak na koncu pač nekako se odloči, ja, da verjetno je dom tam, kjer se počuti doma, ne. Ja, ker lastna hiša, še bolj kot lastna soba, je v bistvu privilegij, ki ni dan vsem. To ki tudi ni mogoče za vse, ne. To si zdaj lepo zvedla na naslednje vprašanje. Telepatija. Ja, se to bo še zadnje, tako da še malo, potem pa jih greste takoj lahko kupiti. Ja, in to je seveda zdaj
v trilogiji beremo veliko o ceni življenja. Se mi zdi, da je to tudi neko tako lepo krovno zaključno vprašanje, o čem v bistvu govorimo, ko govorimo o ženskah znotraj patriarhata oziroma o tej ceni življenja, ki jo one plačujejo. Zdaj, lastna soba Virginia Woolf je dejala v tem svojem znamenitem eseju, da pisateljica oziroma ženska, ki piše vse, kar potrebuje, je lastno sobo pa malo rento. In ideja je bila ta, da seveda moški pišejo oziroma živijo nekako na ramenih žensk. Zdaj vprašanje, ki se pa potem tukaj naprej pojavlja in ki ga je med drugim že Katja Perat zastavila leta nazaj, je, kaj pa se potem zgodi, ko v bistvu ženske pišejo in živijo na ramenih drugih žensk oziroma na ramenih drugih posameznikov. To je vedno pač neka hierarhija in ne zaključi se na tej relaciji moški-ženska. Kaj je v bistvu s tem? No? Kako potem, ne samo v kontekstu samega pisanja, ampak v kontekstu tega nekega splošnega boja za enakopravnost, o čem pravzaprav potem govorimo, ko govorimo o tem? Vzamemo še 1 uro. To zato, da boste prišli na naslednji pogovor. Sem, da si malo uredim misli. A imaš ti zdaj kaj iz prve? Ja. Ena od stvari, ki se je zelo fino zavedati, se mi zdi, so različne kritike zahodnega feminizma iz samega feminizma, pač ki govorijo o tem, ki so govorile o tem in ki govorijo o tem že pač vsaj od drugega vala feminizma dalje, v bistvu o njegovih slepih točkah, razrednih, pač glede rasnih percepcij, tudi konec koncev glede spolnih usmerjenosti in identitet, Skratka, mislim, da je treba vedno znati tudi videti druge vidike, o katerih sem že govorila, ali pa če zdaj grem malo bolj teoretično, druge osi drugačenja in kako te med sabo pač stopajo interakcije na svojih presekih. Tako da spet ne moramo govoriti, in ravno zato je pomembno, da ne govorimo spet o ženskah v monolitu, ker potem pristanemo pri ženskah tistih, ki imajo lastno sobo ali pa vsaj lastno mizo za pisanje, in se pač zavedati vzporednic, v bistvu zelo vsebinskih in tudi praktičnih, in možnosti pač povezav tudi z drugimi prizadevanji za enakopravnost, ki seveda niso nekaj, kar poteka vzporedno s feminizmom, ampak so z njim ves čas v različnih presekih, ker konec koncev seveda je, ne vem, prizadevanje za nediskriminacijo LGBT plus oseb, je presečno s feminizmom, saj pač mnogo žensk spada tudi v te kategorije oziroma so pač del teh skupnosti. Tako da mislim, da je en ne odgovor na to, kar sprašuješ, ampak en začetek v bistvu produktivne drže do tega vprašanja, zavedanja, da s tem, ko govorimo o ženskah ali pa celo o ženski v ednini, bog ne daj, da nismo še pri koncu, da je to samo en korak v procesu, ki ga je treba zelo nadaljevati in biti pri tem zelo pozoren, seveda, da ne počneš z drugimi enako, kot so recimo kot je recimo patriarhalna logika, kot patriarhalna logika počne s tabo. Tukaj je bilo veliko, recimo jaz bi predlagala v branje eno knjigo, ki sicer žal ni prevedena v slovenščino, Raniero Lodge, britanska piska, Why I'm no longer talking to white people about race, zakaj se ne pogovarjam več z belci o rasi. Naslov je seveda skrajno ironičen, in samoironičen tudi, ker pač seveda to še vedno počne, v kateri pač izpisuje na zelo fin način svoje izkušnje vklapljanja v neke feministične prostore v Veliki Britaniji, in kako je bila pač ona kot nebela Britanka percipirana v njih, čim si je drznila reči, mogoče je pa tukaj še ta problem, ki ga ne vidite. Tako da nekako zavedanje teh zadev in pač tudi iskanje glasov, ki to upovedujejo, to se mi zdi pač bistveno.
Ja, se nimam več dosti dodati, kakšno metaforo gradbeno recimo dodam, a ne, ker ona tudi Debra sama pravi, a ne, tudi gre čez to fazo, ne, gre čez to feministično, sploh v tem prvem delu, da se zaveda, a ne, moraš brati te osnovne knjige, nimaš kaj, to je temelj, ampak potem jih presežeš, dosti imam tega, ne da se mi ponavlja, to ponavljamo že 50 let, da gremo naprej, a ne, točno to, a ne. To smo predelali, treba je predelati tako, kot recimo rečeš, zgradiš to hišo, ne, ampak potem zrušiš, pa naredijo se 3 nove, pa se zgradijo spet druge stolpnice, ne. Se pravi, točno to, no, pač spreminjajo se stvari, a ne, tudi glede v feminizmu, ne, in treba je to delati, treba je rušiti pa graditi na novo, to je verjetno življenje, ne. No, pa mogoče ne vedno rušiti do tal, ne. Ja. Mislim, meni se zdi ena od takih čisto tematskih rdečih niti, a ne, romana Dekle, ženska, drugi je ravno to, kako se je feminizem tudi skozi družbeni čas in skozi družbene prostore, a ne, spreminjal, razvijal, razpiral in tudi že predtem nekako so ženske v bistvu pač se različno pozicionirale kot ženske, kako so različno se pozicionirale v družbi, ki jim je pač pripisovala in predpisovala določene stvari. Če so vedle za besedo feminizem ali ne, ne. In tudi tukaj se mi kaže ena taka prednost tega daljšega časovnega pristopa, ne. Kot rečeno, enih 120 let zajame, ne, roman, ko imamo pač vse do najmlajše generacije intersekcionalnih feministk, ne, tako da to se mi zdi tudi zelo, v bistvu je zelo natančna glede tega, ampak je tako uzgodbljeno, ne, da sliši se zdaj, ko jaz to govorim, ne, da je kot bi bral esej. Nič ne bi moglo biti dlje od tega, ne. Tako da ne se bati. Ja, skozi like, skozi njihove pač interakcije. Zdaj, glede na vse te graditeljske metafore, ne vem, naj vaju povabim, da odpremo gradbeno podjetje, ali naj vas povabim, da si greste knjige kupiti, ampak ja, mislim, da me bi o tem seveda lahko govorili še naslednje 3 ure, ampak moramo predati oder. Mislim, da je ta pogovor med drugim tudi nakazal zelo lepo to, kako učinkovito je lahko specifično mogoče leposlovje, sicer pa literatura v splošnem, pri naslavljanju takih tem in seveda tudi to, da je to neka neznansko velika tema, velika širina in da jo boste morali pač naprej odkrivati tudi sami. Tako da pejte tjale k Mladinski knjigi, sem prepričana, da vas super pričakujejo. Hvala Aljoša tamle zadaj za sopostavitev teh knjig in pa hvala vsem vam, ki ste nas poslušali. Hvala pa vama.